To je absurd je to, ne, to nekaj nepojmljivega. To je da poklicati, bi rekel, psihologa za zdravljenje takega človeka, ki to predlaga. Ne. Kako mora nekdo Slovenec po vsem, kar je v zgodovini pretrpel za to, da je ostal zvest svoji identiteti, zdaj on sam to identiteto zanika s tem, da ne govori slovenščini. To je veliko nepojmljivo, ne, po moje. Ne. Jaz sem rekel, da taki zvesti Penelopi, če rečemo, da je bila zvesta svoji identiteti, svojemu Odiseju, ne, je to plunec v obraz, če se nekaj takega zgodi. Ne. Kako če bi dali ni plunec v obraz? Ne. Jaz mislim, da hujšega ne morem izraziti. Ne. Ampak izrazim to, kar človek čuti, ne, kot negacijo, samo, ne. Nekega predstavnika neke države, ki je postala končno država po vsem, kar je doživela in ki je zdaj 20 let država, 20 let komaj živi, ne, in pride do takšnih absurdnih predlogov. To je bolno, ne. Kaj misli, da bo s tem dosegel? Da bo rekel državljan. Državljani sveta smo imeli bili, odkar zavedni človek, bi rekel, se zaveda svoje zavesti, ne, je ni mogel drugo, ko biti državljan sveta. Ga ni poznal, kako je velik ta svet, ni mogel vedeti, recimo, za razne delitve tega sveta, potem je poznal to pri zgodovini, pri zemljepisu in tako naprej, ne. Ampak tega tu smo imeli mi. Danes pa gre to, ta formulacija globalizma, ker je v bistvu tehnika, to je tehnika podlagi sposobnosti svoje, lahko ljudi se zberemo in jaz tudi to je napisal svetovni sporazum. Bi bilo treba, jaz sem rekel, svetovni dialog. In v tem smislu dialog pomeni, da bi se zbrali tako, kako smo se zbrali, in je trajalo 30 let, ne, zato da smo se preverili, da v resnici mi škodujemo naravi, da jo uničujemo, ne, in da spreminjamo sploh njen modus, recimo, temperature in zraka in tako naprej. Ne. In so zdaj se sklenili, da moramo v resnici to vzeti v roke in to popraviti. Tako veliko srečanje bi morali danes narediti s tem, da bi dali skupaj vse tiste, ki vodijo v bistvu življenje, glavne predsednike, vojaške, civilne, pisatelje, umetnike, filozofe, vire raznih posebnosti. V tem smislu, da se začne neki dialog, ne, bo trajal 10 let, v redu, mogoče enkrat pa pridemo do tega. Druga solucija danes Evropa in svet nima. Če bi vzamemo poštev, kaj danes počenjajo v imenu islamske države, to ni samo evropsko. Ali pa ni samo centralno evropsko, kako se govori o Evropi, kulture, Francije in tako naprej, je tudi recimo daljnih držav evropskih. In v bistvu je to problem sveta celega. V tem smislu bi taka, bi rekel, ideja, jaz sem to rekel v parlamentu, se rekel, mi boste imeli za starega človeka, ki misli na smrt, ki bi moral misliti na smrt, namesto tega pride sem svetovati, kaj ne mi spremenimo. In včeraj sem rekel, spremeniti najprej to, da na svetu ne bo dominacije. To je en argument. Vse, kar smo danes počeli kot ljudje, od Adama in Eve naprej, bratov pravzaprav naprej, ne, je bila samo dominacija, kako bo eden bil dominiral drugega. Država dominira drugo državo. Zdaj imamo vira, da bo dominirala drugo viro. Glede na uporabo slovenskega jezika, mi pogrešujemo vsem tem, kar je odločila prejšnja oblast v imenu internacionalizma. V tem je vzeto kot človek, ki je jezikoslovec, človek,
ki je psiholog v smislu zvestobe svoji biti in tako naprej, je vse to zgrešeno. Začen si z himno, ki se jo poje tako, kako da mi ne eksistiramo, je res. Včeraj so peli tako, kako se ne bi smelo. Potem pero, in to sem rekel, od tega se je začela ta slovesnost, zame sem rekel, so peli Slovenec sem, sem rekel, tukaj se je začelo. In ta Slovenec sem ima grob v Trstu, poleg vsega drugega. To je hoteno, zato ker eno je rekel, kar den, in to sem tudi ponovil, jaz razumem, kaj je to, biti nacionalno zaveden. Ampak je rekel, ne, nacionalno zaveden vodi v nacionalizem. In je omenil Hitlera, da biti hlapec, kako je rekel Cankar, in se ni motil. In smo še danes. To je en izraz hlapčestva. Ta predlog, da se pouk vrši v tujem jeziku, je izraz hlapčeva. To bi se obrnil v grobi Cankar, bi se in Prešeren ravno tako. Tukaj bi se obrnil v grobu. On je sicer govoril tukaj tudi nemško in italijansko, ampak najprej je govoril slovensko. To je način hlapčestva, ki pri svobodni državi danes ne bi smel niti v pogovor ne bi smel peti, ne že v predlog, neke mlade države, svojo identiteto. Bavčar je rekel, to je neka vrsta fašizma. Jaz bi se tega bal, tega bi se ne bi omenil izraz. Danes večkrat omenijo, to je fašizem. In imel prej Umberto Eco, ki je rekel, ci sono 10 maniere per essere fascisti. Torej, lahko ena iz teh manier je tudi ta. Slovenščina ima vlogo, da tisto, kar se imenuje danes slovenska skupnost, oziroma brez slovenske skupnosti, tisti pošteni Slovenci, ki verujejo v to svojo bitko, borbo skozi boj skozi zgodovino, da je to bilo, bi rekel, nekaj nečloveškega in nekaj, ker pošteni narodi to priznavajo, kako vam je uspelo. Kako vam je uspelo med rimsko, med italijansko močjo in na drugi strani nemško, vam, da ste prišli do tega, da ste se ohranili. To je zgodovinski, kako bi rekel, zgodovinski primer, ki je vsega spoštovanja vreden, ker se ga Slovenci ne zavedajo. Tisti prav gotovo predsednik francoske države. Tako da oni so me povabili, da bom jaz tega predsednika slišal. Verjetno so mislili, da to, kar Pahor, tudi nam Francozom očita, da smo še zmeri nekako je ta nacion, se pravi, tisti državi, kjer stanuješ, ali bivaš, tisti državi, si ti pripadnik in si pa, s tem, da si državljan, si ali Francoz, ali Nemec, tako naprej. Kar danes to zanikajo, to so prišli do tega, da je ta nacion. In gospod Širak takrat je govoril o kulturi Evrope. Ne kulturi Evrope, ima o evropski kulturi. In je povabil, zdaj pa če meni se reče, da je rekel 200 kulturnikov teh raznih držav, ki so takrat prišli s Slovenijo v Evropo. Mene so povabili, Ministrstvo za kulturo francosko, je rekel, mi želimo, da prijete tudi vi. Jaz sem rekel, prostite, najprej vi želite, da tiste, ki prihajajo zdaj v Evropo, jaz ne prihajam, zato ker sem italijanski državljan in sem že v Evropi kot italijanski državljan in meni bi očitali v Sloveniji, da si jaz bom pred njih predstavil. Ne, se ne gre pravi, da vas predstavlja Slovenijo. Mi vas imamo za evropskega človeka in mi bi radi, da bi prišli.
Ma se rekel, ma vi kdo? Ma tukaj vsi na ministrstvu. Se rekel, veste, meni je zelo všeč tako, naj me povabite, ne. In jaz mislim, da so oni, ravno zaradi tega, ker jaz poudarjam svojo nacionalnost in kritiziram nje, Francoze, je en dober del Francozov, ki je meni ploskal, ko sem jaz to govoril bi rekel, v teatru francoskem, kaj je. Te države so prišle zdaj v Evropo in jutri bodo prišli še drugi. In je rekel, kako je rekel on, in tedaj bomo postali ena velika evropska družina. Ampak takrat bomo bolj Španci, bolj Nemci, bolj Italijani, bolj Francozi kot danes. To je v bistvu bilo enotna Evropa v pluralnosti. V pluralnosti raznih identitet. Ena izmed tez je, dajmo biti za to, da se ustvari en splošen parlament. In tu je tudi navezano to, kar pravim jasne, eno skupnost, ki ne se diskutira in tako naprej. Samo jaz sem jo razširil. On govori za Evropo, jaz govorim za cel svet. Ker je že vprašanje celega sveta. V strani 8 tega njihovega teksta, stran 8 italijanščini in 9 strani, je pa vprašanje globalizacije. In onadva pravita, globalizacija da in globalizacija ne. Globalizacija da, ukolikor mi nekako kot sinovi matere zemlje skrbimo za njeno rešitev, ker brez nje, če mi nimamo rešene Evrope, ne rešujemo niti našega obstoja. In to, kar sledi temu skupnosti človeka na zemlji, je nujno, da človek vidi, človeku brat, če mu človeku pomaga, človek je nekako solidaren s človekom in tako naprej. Vse lepo, to drži, in to je pohvalno. To, kar se tiče enotnosti, širine in vse. Zdaj moramo iti pa k partikularnem. To pravi, adesso bisogna prendere anche particolare. Partikularno pridemo tako, da mi mislimo na dežele, mislimo na nacije, posamezne narode, res. In v tem primeru moramo kot obvezno dati možnost temu partikularen maksimalni razvoj, kar se tiče kulture. In to se pravi, kar se tiče tudi znanosti in tako naprej, res ne. Zato, ker to partikularno je dragoceno in mi moramo iskati, da se ta dragoceno obstane in da se razvija. Evo, to sem jaz tudi citiral. To se pravi, je zmeraj v tem, kar jaz Boris Pahor trdim že od Zaliva naprej. To se pravi, od leta 1966. In to spada tudi v sklop tega, kar je, bi rekel, danes govor o tem zakonu, oziroma o tem predlogu in tako naprej, Če hoče oni to v smislu neke globalizacije, v smislu nekega človek, ki je svetski, ki je državljan sveta, nobene nima nič proti, dokler ostane zvest tistemu partikularnemu, ki je dragoceno in ki ne sme izginiti. Če bi svetu, ki sem rekel mladini, ki so rekli, ja, mi smo, so mi rekli direktno, mi smo za enotnost sveta in tako naprej. Se je rekel, kaj mislite, da boste dosegli s tem, da boste vi za enotnost? O čem se boste vi pogovarjali v tem splošnem jeziku, v tej splošnem življenju? Ne boste govorili ne o zgodovini, ne boste govorili ne o zemljepisu, ne boste govorili. Tudi sam nogomet na ta način. Ne boste za nekoga vi potem šli, da boste v imenu italijanščine ali v imenu slovenščine se bojevali proti Francozom in tako naprej. To nima več nobenega smisla to. Psihološko to odpade, ne? Ali boste hoteli ustrajati?
Ma če boste hoteli vse, pridete na more, pridete na to, da bomo imeli partikularno, ki ima neko vrednost, ne? Oprosti, energo. Boste imeli dolgočasje pri tem novem svetu. Boste imeli generalno in splošno dolgočasje. Boste komi začeli želeti, da greste nazaj, ne? In da rečete, ne, jaz tako pa, zdaj sem mislil, da ne, ma ne tako. Tako je, če hočeš imeti globalizacijo. In Srečko Kosovel, ne, je nekje napisal, mi smo zmeri za Evropo. Mi smo zmeri za Evropo. Ljubimo se, a nekaj je rekel spoštujmo se menda, potem je rekel ljubimo se, ampak ne, ostanimo zvesti svojemu obrazu. Evropa je plačala v življenju nekaj ogromnega za svoj veliko boj za svobodo. V vojaškem smislu, v smislu zaporov, recimo, ne, v glavnem je bilo zaradi svobode, samostojne identitete. To se pravi, v tem smislu je identiteta bila malo v razširjenem smislu. Ne, ni bilo samo vprašanje jezika, ne, je bilo vprašanje svobode, vprašanje odločanja v svojem življenju, tako naprej. In deloma je bilo tudi zaradi jezika, ker tisti človek, ki je prišel v taborišče in ki je moral razumeti nemščino, je bil kriv pri prvem ukazu, pri prvem klicu, če ni on odgovoril na tisto številko, ki bi jo moral znati, ki bi zamenjala njegov priimek in njegov krstno ime, jih je dobil, ali s palco, ali železo, kaj je pač imel v roki. To se pravi, ne, je bilo vprašanje jezika, vprašanje identitete. V Sloveniji je isto, kakor pri nas ni isto. Pri nas imamo slovensko skupnost in imamo ljudi, ki niso v slovenski skupnosti, ampak se tega držijo, bodi Slovenec, tako naprej. Slovenija pa ne poudarja svojega slovenstva nikjer. Nima, in to sem v začetku rekel, nima patriotizma Slovenija. Jaz sem tudi rekel v priču predsednika. To, da danes imate ministra za Slovence na tujem, po svetu in v zamejstvu, je zasluga naših dveh organizacij, ki so to v Ljubljani zahtevali, da so nam dali Žmavca, tako naprej. In Žmavc je edini, to sem rekel, edini, kar jaz poznam in kar sem jaz slišal, ljudi, ki so na neki oblasti, v nekem parlamentu, nisem prvič slišal, da je rekel Žmavč, kot na žalu tega sem pozabil res, človek, ki nima brez listine, Žmavč. On spada v predsednik ministrstvu brez listine. On je rekel mladini, ki je prišel nekako se zahvaliti, ker so naredili, zdaj se ne spomnim, je tudi pesem, deklamacija je bila tukaj, je prišel in potem je rekel, sem vesel, da sem bil pričujoč vašemu nastopu, sem rekel, in bodite Slovenci, da boste ohranili slovenski jezik. Se je rekel, vidite, to je rekel en minister, po letih in letih, ki jaz pričakujem, da bodo rekli drugi, bodimo Slovenci. Pri nas slovensko kulturna gospodarstva tega ne reče. Etnija, narod, zanj, nekaj obveznost, moralno in tako naprej. In Boris Pahor je po Gregorčiču, tam je omenja meni, najprej to. In to je slovenska skupnost. To se pravi, ostanimo Slovenci, bodimo Slovenci. Jaz sem rekel, in to sem včeraj ponovil, naj mi človek pove, po kakšnem prepričanju bo nekdo zvest ali da bo učil slovenski jezik, če se ne zaveda svojega slovenstva. Če on ni kot Slovenec zvest svojemu principu. Naj najdemo en razlog, da ga vira, misle on.
Edino, če reče, kako nekateri Italijani rečejo danes, ne, in pišejo tudi, ne, da če ti daš otroka v slovensko šolo, ne, ti se naučiš neki jezik, na podlagi katerega boš lahko razumel enega Rusa, enega Čeha, enega Poljaka, torej pri svojem potovanju, ne, ali kakorkoli boš imel nekom, pravi zato, ker imajo isti koren, zdaj v tem smislu mi grešimo, da se v smislu internacionalizma damo slovenščino na drugo mesto ali pa na tretje mesto. Da se slovenskih študentov govori v drugem jeziku, ta možnost ne bi bila, recimo 8. člena ne bi bilo konkretno. Črtati to, kar tisti dan človek bo predal, da bi to nekdo, ki pozna tuji jezik, napisal to tudi v tujem jeziku, da bi bilo na razpolago, če kakšen hoče, tudi v slovenskih dijakov, ne, imeti to v nemščini, bo dal prijatelj, bo dal kam bo hotel. In to bodo rekli, ja, to je denar. To moramo neko prevajalko imeti, da bo do vsakega profesora, ki bo nekaj predaval, ne, na univerzi, ki bo mislil, da se splača, da bi to v nemščini bilo, ne, da naredimo prevod. Ma on bi govoril v slovenskem jeziku, sem rekel, ne. To nič ne menja na predlogu, da tisto predavanje, ki profesor oceni, bi zaslužilo, da ga se bi dali v nemščini, ali pa če hočete v angleščini, ki je zdaj jezik, lingua franca in tako naprej. Jaz rečem nemščino tako, zato lingua franca bi bilo prav, če bi bila nemščina tukaj pri nas, ne angleščina. Angleščina je jezik ekonomije, botege, bi rekel, kolonializma, konkretno tukaj pri nas. Se pravi, to bodo rekli, ja, to se nima smisla niti, da govorimo o tem. Jaz sem rekel, drugo pa nimam jaz, če bi meni pa jaz nimam drugo kaj svetovati, ne. Da bi slovenski profesor na univerzi govoril v drugem jeziku, ne v slovenščini, se ne pride v upoštev. V nobenem smislu ne pride v upoštev. Karkoli lahko naredite poleg tega, zato da se boste uveljavili s tujim jezikom, je prosta pot, da naredite, kar hočete. Da hočete prevesti tisti jezik, da boste ga lahko dali tujemu, ki oblikuje slovensko. Tuj človek, ki ne razume slovensko dobro, ali razume vas slabo, kadar govori v slovenščini in on je prisoten, ne, ima pravico, nekako dajte mi to v slovenščini, ta tekst v slovenščini prevesti v moj jezik, ali enega, ki jaz poznam. Samo zato mora nekje biti člen, tisto predavanje profesorja, ki je tako pomembno, da mora tujec dobiti, če ne tisti dan ali tisti teden, dobiti priložnosti prevod v jeziku, ki ga on pozna, ali v lingui franci, če pa imamo tudi možnost, da prevede v njegov jezik, mu prevede v njegov jezik. Najboljše bi bilo v lingua franca, ker tisto bo tudi veljalo za vse tuje, najboljše bi bilo tako. V tem smislu bi univerza pokazala, da ona ceni, da posluša slovensko predavanje, da skuša razumeti vse, ampak razumeti vsega, posebno, če se govori o psihologiji, če se govori o delikatnih zadevah, je težko slediti. Če daste eno po drugim, vam pride na stran in pol točk v dokaz, da je to zgrešeno, da je to nedopustno, da to ni sprejemljivo. Da je rekel Pahor, da on izstopi, se odreče akademiji, če to bi prišel tudi za akademijo, da govorijo. Jaz bi vrnil akademsko imenovanje, da noče biti slovenski akademik. Je to nekaj, bi rekel, kar mi jemne spoštovanje do slovenske akademije, do slovenske univerze, če nekaj takega uveljavlja sebi.